kjer smo se že srečali in se bomo še srečali z gospodarstveniki na tem področju. Smo na področju, kjer je zelo veliko gozda, videli smo posledice žledu, tako da smo se tudi z gospodarstveniki pogovarjali, kakšni ukrepi bi bili resnično nujno potrebni za vzpostaviti neko normalno lesno-predelovalno industrijo v Sloveniji. Mi te terenske obiske, torej kot je že kolegica povedala, smo ena ali pa celo edina poslanska skupina, ki vsak mesec odide na teren in kjer se srečujemo predvsem s podjetniki in gospodarstveniki. Mi te obiske izkoristimo tudi zaradi tega, da širši javnosti predstavimo naš gospodarski program in pa, da ga morda še malo izboljšujemo v pogovorih s temi ljudmi, ki dejansko se s problemi slovenske zakonodaje vsakodnevno srečujejo. Torej, naš gospodarski program temelji na 3 ključnih točkah. Eno je znižanje davčne obremenitve, druga je manjša javna uprava in tretja je privatizacija oziroma umik politike iz gospodarstva. Mene veseli, da sem v občini že lahko gostil svoje strankarske kolege iz NSI-ja. Kot sta že prej dejala, jaz sem predstavil naše delo v preteklih 3 letih in naše načrte za prihodnost. Res je, da ker smo nekoliko odmaknjeni, ne računamo veliko na pomoč Ljubljane ali pa centra. Je pa tudi res, da gotovo potrebujemo to pomoč na področju infrastrukture. Tukaj bi izpostavil obvoznico Škofja Loka, ker smo pač v Škofji Loki trenutno. Naši gospodarstveniki so se v lanskem letu, pa tudi sicer se dnevno srečujejo s problemom slabih povezav, tako iz Žirov v Logatec, da ne govorimo o cesti proti Idriji. Cesta proti Vrhniki pa je regionalna cesta, ki je občina Vrhnika zaprla, tako da tukaj gotovo nas čaka veliko dela.